Vsako pomlad je čas, da ponovim abecedo in je v bistvu najlažje, če na kup naberem 13 avtov in jih razvrstim po abecednem redu. Če jih zraven pa še testiram, je pa še to tako boljše, a ne? In tokrat je na vrsti B-segment, torej malčki, ki so pri nas itak najbolje prodajani, zato bo tole vse skupaj še zelo zanimivo. Začnem pa pri C. Citroen C3 ni več najbolj nov, je pa že na prvi pogled jasno, da cilja na tiste bolj modno osveščene. S tem mislim na tiste, ki so jim izgled in takšni dodatki res pomembni. Znotraj ponuja udobne foteljčke, vozniško je pa povprečno udoben in prav nič dinamičen, ker umirjeni vozniki pač tega ne potrebujejo. Dacia Sandero tudi ni posebej dinamičen avto, čeprav je v tej novi generaciji vozniško precej bolj uglajen kot prej. Ugodna cena je še vedno velika vrlina, obenem pa nas je v testu precej presenetil s tem, da je prostoren, se kar okej pelje in tudi materiali niso slabi, edino zvočno zatesnjen pa ni kot najboljši v segmentu. Če je prostornost v drugem planu, dobro počutje za volanom in najbrž najboljše vozne lastnosti pa v prvem, potem je Fiesta prava izbira. Zdaj je ravno prenovljena in lahko si jo zaželite tudi v taki podobi Active, ki ne pokvari bistveno voznih lastnosti, je pa zato še malo bolj atraktivna za pogledat in znotraj precej bolj moderna. Potem pa črka H in Hyundai i20. Tudi ta je postal v zadnji generaciji bolj drzen za pogledat. Prav fajn zgleda. Znotraj je kar prostoren, motorji so fini in menjalniki tudi, pa še izdelavi težko kaj dosti oporekam. Tudi vmesnik zaslona je hiter in odziven, zaslon pa precej velik, tako da takole na prvi pogled sploh ne vidim nobenih pomanjkljivosti. Je pa pravo nasprotje Mitsubishi Space Star. Mislim, nočem reči, da je slab, da je to nasprotje. Je pa eden najmanjših predstavnikov in tudi najcenejši, zato je logično, da že oblikovno ni posebej udaren in niti ob materialih v notranjosti ne boste vzdihovali od ugodja. Motorček pod pokrovom je pa malo močnejši od tistega v kakšni kosilnici. Ampak nam je to vseeno všeč, ne motor. Cel avto, ker je karakterno res simpatičen in res poceni. Nissan je z Micro želel pokazati, da so tudi malčki lahko malo premium. Zunanja oblika je posebna, znotraj pa ima fajn materiale, da se dobro počutiš. Motor je sicer ne razganja od moči, ampak je dovolj za to velikost avta in deluje malo posebno. Nekaterim je to važno, da se lahko malo pokažejo od sivega povprečja razreda. Ja, sam jaz bi raje imel oranžno, pa v tem primeru ne bele. Ja. Pa smo pri črki C, v bistvu Opel Corsa. Čeprav ni več najmlajša predstavnica segmenta s tako drzno rdečo barvo in opremo GS-Line, prav poživi vse skupaj v tej skupinici avtomobilov. Tole je Oplov ekvivalent naslednjega avtomobila, kar pomeni, da je izdelan na enaki platformi in ponuja enake motorje, Corsa je precej prostorna, se fino pelje in pač dobro izgleda. Naslednji avtomobil na enaki platformi pa je tale Peugeot 208. Oblikovno je precej manj zadržan in bolj seka ven, znotraj pa tudi bolj poseben. Za začetek z boljšimi materiali in bolj nastopaškim oblikovanjem, pa tudi s tem občutno manjšim volanom. Tudi električnega smo že preizkušali v naši oddaji, ampak tale ima 1,2-litrski turbobencinski motor. Renault seveda nastopa s svojim Cliom. Ta je stalnica slovenskih cest in je najbrž tudi največji ljubljenček vseh Dolenjcev. Clio zadnje generacije je pokazal velik napredek v primerjavi s svojim predhodnikom. Je precej prostoren, znotraj modern in fino izgleda, čeprav vozniško ni med najbolj drznimi in tudi ne verjamem, da bo na slalomu blestel, je pa na cesti zelo prijeten. Da je karakterno dokaj drzna, Ibiza kaže že svojo obliko. Vedno je bila za pogledat najbolj atraktiven predstavnik Volkswagenove skupine in nova ni nič drugačna. Litrski motorček pod pokrovom je prav prijeten, Ibiza se tudi pelje zelo dobro in za tiste, ki vam je bolj zanimivo oblikovanje všeč, pa čeprav morda na račun kakšnega centimetra prostora, je tole prav fajn izbira. Če vas ne moti malo bolj dolgočasno oblikovanje, potem je Fabia lahko zelo kompetentna. Čeprav v bistvu sploh ne morem več reči, da je dolgočasno oblikovana, ker nova fajn zgleda in znotraj je tudi dovolj zanimiva. Ne pa toliko kot Ibiza. Ja. Prostornost je ena njenih velikih vrlin, mislim, kufer ima tako velik skoraj kot Golf, motor je fajn, pelje se zelo lepo in lahko vam povem, da tale bo med najboljšimi. In najbrž Yaris tudi. Že vidim, da bom nekaj točk verjetno izgubil pri prostornosti, ampak ta itak ni vsem pomembna.
Sicer pa res dobro izgleda, je dobro izdelan in z zanimivim karakterjem tudi vozniško zelo prijeten. To pomeni, da je absolutno nenaporen in lahko precej dinamičen. In na voljo je tudi kot hibrid, če to iščete. Pa še zadnja črka v Volkswagen. Piščanec Polo je po dimenzijah že kar precej zrasel v kako kuro ali pa petelina. No, zato je tudi tukaj zelo veliko prostora. Nekateri materiali so sicer bolj trdi, ampak je izdelan dobro, pa motor in krmiljenje sta fajn. Me zelo spominja na Fabio in je tudi ta zelo kompleten predstavnik segmenta. Ok, abeceda mi še kar gre, sem kar ponosen sam na sebe. No, zdaj pa se bom z kolegi iz ostalih uredništev lepo zatopil v meritve in ostale malenkosti, da bomo lahko naslednji teden povedali, kateri je najboljši v deželi tej. Jaz stavim na T3. Lahko pa, da se motim, ker dostikrat sem se že